Kaj dela psiholog v svetovalni službi? Pomaga otrokom, ki imajo učne težave ali kakršnekoli težave na čustvenem področju ali pa težave v odnosih, naprimer v odnosih z vrstniki, lahko pa tudi kakšne težave doma v družini. Kaj pa naredite, če ima en otrok težave s čustvi? Če ima otrok težave s čustvi, se najprej jaz o tem pogovorim s učiteljico in z njegovimi starši, zato da natančneje opredelimo, kakšna je njegova težava in naredimo skupaj en načrt, kako bi mu pomagali. Pa se začnejo obiski pri meni. To pomeni, da otrok prihaja k meni na redna srečanja. Najprej greva skozi najbolj osnovno stopnjo, to pomeni, da se preko raznih slik učiva prepoznavanja različnih čustev. Prepozna kdo od vaju to čustvo? Veselje? Veselje, odlično. Kaj pa mogoče tole čustvo? Jeza? Kaj pa ti meniš? Zaskrbljenost? Ja, tukaj si že zelo blizu, vidimo takole povešene kotičke ust, pa oči tudi. Ne, žalost. Žalost je, ja, to je žalost. Kaj pa potem, ko znamo prepoznati čustva? Potem pa gremo na področje malo bolj zahtevnih čustev, tistih, ki nas lahko spravljajo v stisko. A poznate kakšno tako čustvo? Jeza? Če ne znamo vladati jezo, ima to lahko kar težke posledice, si predstavljate. Če en otrok ima neko tako nenadzorovano jezo. Ja. Tako lahko se to sprevrže v neko nasilje. Je še kakšno drugo tako težko čustvo? Žalost. Če se dolgo časa kopiči neka žalost v otroku, tudi v tem primeru, se je potrebno naučiti soočati s takim težkim čustvom. Tretje tako čustvo je pa strah. Tudi močan strah ima na otroke zelo lahko težke in negativne posledice, zato v bistvu se naučimo, kako obvladovati ta težka čustva. Kako se pa lahko pomagamo, če smo jezni? Da ne odreagiramo takoj, se pravi, da ne gremo takoj v napad, ko smo jezni, ampak da se malo ustavimo. Zdaj to lahko naredimo tako, da preštejemo do 10, da se začasno umaknemo iz te napete situacije, lahko pa uporabljamo razne tehnike sproščanja. To je recimo takale žogica za sproščanje, jaz temu možičku rečem kar Mirko, ker umirja otroke. Potem lahko ponudimo tudi plastelin. Tudi z gnetenjem plastelina lahko otrok sprosti jezo. Kaj pa s temi slikami počnete? Aha, s temi slikami pa se učimo, da v isti situaciji ljudje lahko različno vidimo, različno doživljamo in tudi različno se odzovemo. Recimo, če pogledamo eno sliko, recimo tega dečka, kaj bi rekla, kaj doživlja ta deček, kaj pa ti dve odrasli osebi v ozadju? Stisko. Stisko, ja. Ker se starša kregata. Pa žalosten je. Kaj pa tule, kaj bi rekla? Tale je jezen. Zato mu je dal ta sodnik rdeč karton. Kaj pa počnete s temi lutkami? S temi lutkami pa se učimo socialnih veščin. To pomeni, da otrokom, recimo, da ne znajo pristopiti v igro, da ne znajo reševati sporov. S pomočjo teh lutk se učimo, kako te odnose pravilno uravnavati. O ne, moja žoga! Vrni mi jo! Ni fair! Vzel mi je žogico! Zdaj prav tako jelenček se igra svojo žogico, vendar krokodilček pristopi na spoštljiv način. A se lahko s tabo igram? No, prav. Podej! Aha! To sta pa Lars in Anaja, dva naša učenca, s katerima se že dolgo srečujemo v svetovalni službi. Kaj si pa ti delal v svetovalni službi? V svetovalni službi se učimo, delamo domače naloge, se učimo, kako izboljšati svoje znanje, se učimo o čustvih, se igramo družabne igre. Jaz sem pa poslušala mirno glasbo, igrala z lutkami, delala maske, voščilnice. Igrala sem se pa z lutkami zato, ker to pomaga tudi pri tvojih čustvih in odnosih. Kaj ti je pa bilo najbolj všeč? Igranje z lutkami. Zato, ker sem se najprej zelo grdo obnašala do sošolcev, potem sem se pa naučila spoštovanja.